V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je pridobil večno življenje, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Drage sestre in bratje, k temu molitvenemu bogoslužju smo se zbrali iz ljubezni do sorodnikov, prijateljev, dobrotnikov in znancev, ki so že odšli od nas. Verujemo, da se s smrtjo njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo. Zato jim bomo namenili naše molitve ter zanje Boga prosili usmiljenja in pomoči. Povabim vas k zbranosti in duhovni povezanosti z Bogom in z našimi rajnimi, katerih življenje je v dobrotljivi roki nebeškega Očeta. Molimo. Večni Bog, Tvoj ljubljeni Sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se naši rajni udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju Tebe, ki si naš stvarnik in odrešenik. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Pa prisluhnemo Božji besedi. Berilo iz knjige Razodetja. Angel me je v duhu odnesel na veliko in visoko goro, ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kakor je kristalni jaspis. Mesto je imelo veliko in visoko obzidje, v njem je bilo 12 vrat. Na vratih je bilo 12 angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena 12 rodov Izraelovih sinov. 3 vrat je gledalo proti vzhodu, 3 vrat proti severu, 3 vrat proti jugu in 3 vrat proti zahodu. Obzidje mesta je slonilo na 12 temeljnih kamnih. Na njih pa je bilo 12 imen 12 Jagnetovih apostolov. Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod Bog, vsemogočni, in jagnje. Mesto ne potrebuje ne sonca, ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je jagnje. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Varuj me, o Bog, k Tebi se zatekam. Varuj me, o Bog, k Tebi se zatekam. Varuj me, o Bog, saj se k Tebi zatekam. Gospodu pravim, Ti si moj Gospod, delež moje dediščine in moja čaša, Ti imaš v rokah mojo usodo. Varuj me, o Bog, k Tebi se zatekam. Slavim Gospoda, ki mi svetuje, tudi po noči me moje srce opominja. Vedno imam pred očmi Gospoda, ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Varuj me, o Bog, k Tebi se zatekam. Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje, tudi moje telo bo prebivalo varno, zakaj moje duše ne boš prepustil pod zemljo, svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnove. Varuj me, o Bog, k Tebi se zatekam. Daješ mi spoznati pot življenja, polnost veselja pred Tvojim obličjem, večne radosti na Tvoji desnici, večne radosti na Tvoji desnici. Varuj me, o Bog, k Tebi se zatekam. Gospod z vami. In s Tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava Tebi, Gospod. Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga spraševali. Jezus jim je rekel: Sinovi tega veka se ženijo in možijo. Tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajeni od mrtvih, se ne bodo ne ženili, ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli, saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem krmu, ko je imenoval Gospoda Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.
Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Drage sestre in bratje, na današnji dan, ko obhajamo praznik vseh svetih, to je tistih, ki so že v nebesih pri Bogu, je pomenljivo, da se obenem spominjamo tudi pokojnih tukaj na pokopališču. Tega ne počnemo samo zato, ker si na 1. november mnogi posebej vzamete čas za obisk grobov, ampak nas sem pripelje tudi živa vera, da konec umrljivega človeka niso ti mrzli grobovi pokopališča, ampak da je resnični cilj našega življenja za nas vse življenje pri Bogu. Grob je znamenje naše želje, da bi pokojni nikoli ne izginili iz našega spomina. Ko stojimo ob grobu, se nam v mislih začenjajo odvijati prizori iz življenja, ki smo ga preživeli skupaj z našimi rajnimi. Prav tako si želimo, da bi se tudi naši potomci ustavljali na kraju, kjer bo naše telo čakalo vstajenje. V spominjanju umrlih je človek nekaj posebnega. Nekateri, ki ne verjamejo v večno življenje, vendarle pravijo, da človek večno živi v spominu še živečih ljudi. Človek pa ne živi večno samo v našem spominu, temveč tudi v spominu Boga. Jezus nam je zagotovil, da ima nebeški Oče preštete celo lase na naši glavi. Kako bi torej mogel pozabiti nekoga izmed ljudi? Še več, ne samo, da se nas spominja. Vsak, kogar se Bog spominja, večno živi. Če je namreč Bog mogel z besedo priklicati svetu v življenje in če mora celotno vesolje ves čas vzdrževati v bivanju, potem mu ni težko dati človeku tudi po smrti življenja. Vse, kar živi, se vztrajno oklepa življenja. Zato je tudi nam misel na smrt neprijetna, saj imamo ljudje v sebi neskončno hrepenenje po neumrljivosti in željo po večnem življenju. To željo po neumrljivosti nam je Bog položil globoko v srce. Saj pravi Jezus, da Bog ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. To pomeni, da nas Bog, ki nas je ustvaril, ne bo prepustil niču, temveč želi, da bi živeli večno. Če bi se namreč smrtjo razblinili v nič, tudi naš spomin in naša molitev ne bi imela smisla, ampak bi bila le prazno tolaženje nas samih. Toda kot kristijani vemo in upamo, da je umrli in vstali Kristus porok tudi našega vstajenja, saj je prvi med mnogimi brati. In če tudi so naši rajni odšli, so vendarle povezani z nami. Lahko jim pomagamo s svojimi molitvami, daritvami in dobrimi deli. Drage sestre in bratje, v živi zavesti občestva svetih, da smo vsi živi in pokojni, združeni v svetem duhu v eno družino, z vsem zaupanjem prosimo zdaj trojedinega Boga za vse rajne. Gospod Bog, prosimo te za naše rajne, ki še potrebujejo očiščevanje v vicah, naj jim tudi naša molitev pomaga, da čim prej dosežejo polnost sreče v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za vse, ki so umrli brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Bodi jim usmiljen sodnik in pomočnik. Nas pa razsvetljuj, da bomo umirajočim preskrbeli zakramente spovedi, maziljenja in obhajila. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za naše rajne sorodnike, dobrotnike, prijatelje in znance. Poplačaj jim vse dobro, ki so nam ga v življenju storili. Nam pa daj, da se jih bomo s hvaležnostjo spominjali v molitvi. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za pokojne papeže, škofe, duhovnike in druge služabnike cerkve. Naj uživajo rajsko srečo, v kateri so vodili zaupano jim ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za rajne državne voditelje. Naj pri tebi najdejo kraljestvo miru, pravičnosti in sreče, ki so ga na tem svetu iskali. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, poživi nam vero v večno življenje. Naj nam bo misel na večno plačilo tolažba in spodbuda pri našem vsakdanjem trudu za pravično življenje in za darovanje našim bližnjim.
prosimo te, usliši nas. Drage sestre in bratje, molimo za naše rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Sedaj bomo simbolično blagoslovili grobove in rajne, ki počivajo na tem pokopališču. Blagoslov kliče Božjo ljubezen na duše naših rajnih, naj ga spremlja naša molitev. Pa bomo v tem času blagoslavljanja, kar tukaj od križa, zmolili eno desetko. Oče naš, ki si v nebesih, Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Gospod, daj jim večni pokoj, In večna luč naj jim sledi. naj počivajo v miru. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Drage sestre in bratje, potem, ko smo blagoslovili grobove naših rajnih, prosimo Gospoda za blagoslov za nas vse. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Bog vse tolažbe, ki je človeka v nedoumljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje
da bodo ostali k novemu življenju. Amen. Naj živim odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in večni pokoj. Amen. Verujemo, da je Kristus res ostal od mrtvih, naj z njim živimo, naj z njim tudi živimo v večni sreči. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in ostanite v miru.